Spoštovani, spoštovane. Danes je odlična sobota. Eni ste preživeli tudi mogoče v Dobovi na Fašenku, ampak večer je pa tisti točno pravi in ste tukaj z nami. Lepo vas pozdravljam na 3. koncertu Elizabete in Draga Križaniča. Najbrž večina od vas še tako mlada oziroma izredno mlada in se spomnite na prvi večer, ki je bil pred 2 letoma, 13.2.2016, koncert, ki je nosil naslov Glasba je ena sama ljubezen. Ob snovanju tega koncerta se je tega lepega naslova spomnila naša kolegica dr. Ivanka Počkar, kajti razume, kako v bistvu je pomembno, da imaš rad glasbo in kako resnično je glasba sama ljubezen in seveda kako to odlično uresničujeta tudi naša gosta Elizabeta in Dragutin Križanič. Potem smo se družili pred 1 letom, nekaj več 11.2.2017 in pod istim naslovom dodali še nekaj o tej ljubezni. Zapisali smo, je kot mavrica, ki pije vodo. Oba konca morata rasti in izrasti v reko, potok ali studenec. Nekako smo ta naslov razširili, ker smo koncert vpletli tudi v naš program, v program Posavskega muzeja Brežice, v tisto obširno razstavo, v te 4 elemente, ki nas spremljajo v tej dvorani, razstavo, ki smo posvetili vodi. In ker letošnje leto posvečamo ognju, je ta naslov letos malo drugačen. Še bolj goreč, še bolj tak vznemirljiv, namreč glasba je goreča ljubezen. In združili smo tudi življenje vode in ognja, ki je sestavljeno iz kapljic in iskric, nas prerojeva, oplaja, modri, tako kot glasba in odlična družba. In zagotovo se nam obeta odličen večer, preden pa povabim naše glasbene goste, pa mi boste še malo poslušali o eni zelo pomembni temi. Namreč vse leto vam bomo pripovedovali tudi Evropskem letu kulturne dediščine, leto, ki ga je že lani aprila razglasila Evropska komisija in nas spodbuja k skupnemu doživljanju Evropske kulturne dediščine, zavedanju njenem pomenu kot skupni dobrini, izboljšanju ozaveščenosti o skupni zgodovini in vrednotah ter krepitvi občutja pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Ravno zaradi te skupnosti, ker ste prepričani, da je edini pravi kraj, kjer morate biti tukaj in da je čas, ki ste ga danes namenili vsem nam, predvsem pa Beti in Dragu, je čas, ki ga boste in ste ga že odlično porabili. Torej, mi smo tukaj, vemo, da bi brez kulture težko obstajali, da nas kultura, tako kot številne različne druge dejavnosti, umetnosti, delajo človeške, nam dajo tisto, kar je težko kupiti ali pa prejeti brez te skupnosti. Zato danes resnična hvala vam, da čutite to skupnost, da ste tisti, ki dobro razumete, da je prav, da se družimo na tak večer in da ima sta kultura in dediščina izjemen pomen. Torej, glasba je danes v ospredju, glasba je danes goreča ljubezen in glasba danes poudarja vse to, kar nas čaka v naslednjem letu. Predvsem pa se veselimo te goreče ljubezni, ki jo posebej za Beti Drago in da je čas, da jo povabim tukaj za mano na oder in da pričnemo s to našo gorečo ljubeznijo. Elizabeta in Dragutin Križanič. Dober večer. Valentinovo me vedno spominja na mojo babico. Ime je bilo Cecilija in je na poseben način proslavljala Valentinovo veliko prej, kot smo imeli televizijo in je prišlo nekaj posebnega iz Amerike k nam. Večer pred Valentinovim je povabila mene in mojega bratranca
da bi pri njej prespala in nam napovedala presenečenje. Namreč v mojem Medžimurju se ptički ženijo na Valentinovo in ne na Gregorjevo. In naj jo je zbudila zjutraj, bila je še tema, začel se je delati dan in je rekla, hitro se oblecita, so že leteli, že kričijo, gotovo so kaj spustili po našem dvorišču. Midva sva se hitro zrihtala in po snegu, vedno je bilo veliko snega, sva tekala, kam nas je ona usmerjala. Je rekla, tam poglejte, zdi se mi, da je tam nekaj padlo. In midva sva pobirala ptičke od testa, iz testa in tu pa tam kakšen bonbon. In potem sva celi dan tako pobožno uživala ta zaklad. Veliko pozneje sem pravzaprav dojela, da je to bil eden od tisočevih obrazov ljubezni. Hvala, ker ste nocoj z nami.
Eden od tistih je, kaj kupiti tistemu, ki slavi. Jaz sem veliko krat pred to dilemo. In enkrat, ko sem bil pred tako dilemo, da je še tudi denarja zmanjkalo, jaz sem se odločil, da svoji ženi za en rojstni dan na pobožni teden napišem pesmico. U moji osnovni šoli u Čakovcu so se vsi razredi učili nemščino, razen mojega C razreda. Nam so določili ruščino, ruski jezik. No, do 8. razreda jaz sem очень хорошо govorila по-ruski, no, do danes sem skoraj vse pozabila. Je pa ena pesmica, ki me bo spomnila na to obdobje mojega otroštva. Зачем тебя я не узнала? Зачем ты мне ответил на любовь? А глушь я больше не знала, не вырос ты, сердечко мое. Знаешь ты
In Gospod z veliko začetnico je meni osebno in nama in tamburaškemu orkestru iz Rtič podaril veliko svojih skladb in partitur. Z njimi smo nastopali po tekmovanjih in njemu v spomin tale pesmica Gospod Julije Nikoš. Lepo prosim naše goste da se nama pridružijo na odru.
zasluži posebno predstavitev. To je Lara Šiničič, ki je moja naslednica Zavrliča in danes vodite za vaše profesor iz Vitič. Zelo dobro. Naslednjo pesem sem našla v zbirki zelo znanega zbiratelja in muzikologa Vinka Žganca in med Žimovci imamo za svojo. Vendar jo imajo za svojo tudi Madžari in Prekmurci. Moja prijateljica Žuža tu je nekje me je naučila madžarsko za pet to pesem in sem imela čas to na madžarskem pet in si štejem dobro, da je en fantek po tistem, ko sem jaz odpela tekom mamici in je rekel, ta pa zna madžarsko. To mi je bilo zelo všeč. No, danes bom pa zapela prekmursko verzijo. Vsi jo poznate.
Ne vem točno, kaj je. Vem pa, da je to nekaj čudovitega, nekaj lepega, nekaj krasnega, nekaj neponovljivega. In smo in so ljudje skozi stoletja vedno iskali način povedati. Kako povedati, kaj to je? Pa mislim, da definicije niso najboljše. Ali vsaki pesnici, vsaki lepe besede, ki nekaj lepega poskusi povedati prijatelju, je sigurno veliko, veliko ljubezni. Tako je tudi v tej naslednji skladnici Starogradski. Enkrat je to žalost, enkrat je to veselje.
vsebini naslednje skladbe je govoril pred enim tednom čudovit koncert Vive v tej dvorani. Oni so rekli, vse teče. Bilo je fantastično. Pred tem in zopet bo isto govorila tukaj Nuša, naša neponovljiva Nuša, ki že 20 let prepeva in vidi, kako vse teče. Mi bomo to povedali z besedami Prolazi sve. Prolazi sve, Prolazi sve, Iselen sad je život, Iselen sad je život, a naša ljubav zvrne, i kad umeće prolazi sve, prolazi sve, sve osim sjećanja, osim sjećanja. jer vrijeme mijenja naš svijet, nama tako drag. Zavesti kraj noć, Ljubezni in izrazi ljubezni so zelo različne in različni. Lansko leto oktobra sem se po 34 letih poslovil od tamraškega orkestra iz Artič in takrat sem iz ljubezni do tega svojega 34-letnega dela napisano pesmico. Pa poslušajte, kako to gre.
En velik poklon našemu, enemu izmed naših največjih ambasadorjev, a vse brez njega ne gre. Kadar prvi mrak na zemljo pade in spomin mladostne dni, zvezd na nebu svet žali milijarde, spet večerni zvon se oglasi, polju zlati glasi sklanjajo glava in spet na vasi fantje zapojo. Vse, prav vse spomin ti lahko vrne. Le mladosti vrni v nebo. Tu vidim tebe čez planjave, gledam, če pomagaš mi z roko. Kak pokojne majske so vonjave in kako spokojno je nebo. In že skloniš nežno, ti se nad menoj poljubiš nežno. Ustne mi sladko, vse, prav vse spomin ti lahko vrne. Le mladosti vrni v nebo. Vse, prav vse spomin ti lahko vrne. Le ljubezni vrni v nebo. V prvem razredu osnovne šole me je mami naučila eno pesmico. Šlo je o rožicah. Svako jutro čim zarudi, kada nema još te ljudi, cvijeće se sa gradom budi, da vam kaže dobar dan. Tak nekako je šlo. Mama mi je naredila polno košarico rož iz krep papirja in jaz sem nastopala v šoli za starše. No, naslednje leto spet rožice. Cela naša ulica je naredila veliko maškerado in jaz sem bila prodajalka vijolic in zopet mami naredila polno košarico vijolic in jaz sem nekje v mestni kavani to zapela s spremljavo enega gospoda na harmoniki. No, potem pa nisem prepevala vse, dokler nisem prišla k tamburaškemu orkestru. To je bilo pa 25 let potem. No, danes pa spet neke rožice, ampak mojim letom primerno. Ružica sam bila, ružica već nebo, da mi leto mine, cvela više ne
čeka lepo gromoletje. Da mi bude cvelo to červeno cvetje. Ružice bom brala na prsi metala, da se bom na tebe golub zmišljevala. Ružice bom brala na prsi metala, da se bom na tebe golub zmišljevala. Kot je že rečeno, ljubezen je nežnost. Ljubezen je čista lepota. Ljubezen je veselje, ali ljubezen je tudi vic. In veliko pesmic v sebi nosi vic. Prosim, humor. Ena od tistih to ni vic. Boš videla luč, boš videla luč. Menka postala od kamrice ključ. Menka postala od kamrice ključ. A kaj bo pa tebi od kamrice ključ? Saj sama ne smi pri mamci ležti. Sovček pristane, po tebi se spravi, se bo sovček zvrnil. Pa bo mamco zvodil, se bo sovček zvrnil. Pa bo mamco zvodil. Mamca postala, bo hitro vprašala. Kdo je to bil, ki je mene zbudil? Kdo je to bil, ki je mene zbudil? Naš mucek je bil, ko je miši lovil. Naš mucek je bil, ko je miši lovil. Moj pokojni ded in moj pokojni oče sta takrat, ko zaspila kakšen kozarc več, pela eno tak nagajiv. Šlo je tako, veliki zaborec bil. Kaj sem zauženil? Šestoškolno završil, na vraga se nameri. Šestoškolno završil, na vraga se nameri. Žena mi se plati, noče nove spati. Jutro rano doma dojde, sve vratove projde.
idovan, trzeba mi se kradu, moji nosi idovan, trzeba mi se kradu. Kaj sam Bogu zagrešio, kaj moram trpeti, vraga ne smem gubiti, a sam neće vreti, vraga ne smem gubiti, a sam neće vreti, ali sam se smislio, kaj mi je početi, palico odrezati i kožu im načeti, palicu odrezati i kožu im načeti, dok ja moja čulano počela je gleti, zmislila je ona to da mi se osmeti, zmislila je ona to da mi se osmeti. Štrika si bom kupila, na sejem ga tirala, tam ga bom zakavšala, a pa bom prodala. Tam ga bom zakavšala, a ga bom prodala. Jeftino ga baš ne dam, teško sam ga gomila, doma ga bom tjerala i dalje ga ljubila. Doma ga bom tjerala i dalje ga ljubila. Naše prijatelje, naše da pride dobro. S to bo pomoč pri izvedbi še dveh znakih podobnih skladnic. Prvo je pel pokojnik Franc Avšič z Čateža, Francija Avšiča, Janeza Avšiča in Jožeta Avšiča oče, ko je hotel pomagajati svoji ženi Ivani in je pel tako. Veseli,
Eni su svojimi partneri iskreno zadovoljni. Eni su svojimi partnericami iskreno zadovoljni. Drugi možno nama. Eni vam pravijo, da boljših, lepših ni. Pa da vidimo, kaj je rekel dalje. Naslednja skladbica je bila verjetno lansko leto in predlani najbolj izvajana skladba na svadbah. Boste prepoznali. Prinesi mi rože i divlje cvetine.
Pred zadnjo skladbo mi dovolite, da se zahvalim direktorici Posavskega muzeja in seveda vsem njihovim, kateri nam tako zvesto pomagajo. Gospa Alenka Černelič-Grošelj, iskrena hvala. Ne samo da smo mi tu danes lahko v tej čudoviti dvorani nastopali, ampak hvala za tisto življenje, ki ste ga zadnje čase dala temu prostoru in iskrena hvala. Mislim, da bi danes. Ne bi bilo treba, to pa res. Ne bi bilo treba ljudje, ali veliko krat naredimo veliko manj lepih stvari, pa rečemo, da je treba. Take stvari pa je treba delati vsak dan. Vsak dan je morali drugemu nekaj lepega narediti. Tako bi obogatili ne samo življenja tisti, ki takšna darilca dobijo, tudi svoje življenje. Hvala lepa tudi z moje strani Alenki, hvala lepa vsem vam, ki ste nas prišli poslušati, hvala lepa, ker ste trpeli te naše probleme zimske in hvala lepa kolektivu Posavskega muzeja, ki nam vsako leto ne samo za te koncerte, nego za vse tiste nastope z področja amaterske kulture, nesebično pomaga. Hvala tistim, ki tu sedijo za mnoj in tistim, ki tam stoji za nami. Meni, nama je to v veselju. Upam, da tudi vam. V bistvu je zelo težko, ki je pametno povedati, po tako lepi glasbi, po tako lepi besedah, ampak jaz, ki nekako ves čas malo pogledujem tudi po tej naši čudoviti dvorani, ki postane popolnoma drugačna, kadar uživamo v tej odlični glasbi, v tej odlični energiji, ki jo dajeta Peti in Drago. Danes je Peti povedala, kako je živela na koncertu Vive, kako je uživala na koncertu Nuše Derenda. Vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo njunega dela, če ne bi bilo tega, da vedno rečeta, pa boste kaj naredili, pa naredite, pa spodbujata, pa vedno, ko prideta, vidimo ta žar v njiju dveh, vidimo to podporo, jo čutimo. Čutimo, kako sta vesela, ker uspeva različnim njunim učencem, ker uspeva Nuši, ker uspeva Simoni, ker uspeva vsem nam, da res lahko uživamo v tem, kar počnemo in da lahko prepletamo svojo ljubiteljsko dušo, da tudi s profesionalno. Ker v bistvu ne bi mogli tudi mi profesionalno delati na tem področju, če ne bi bilo takih ljudi, ki sta Drago in Peti, če ne bi bilo vas, ki s takim velikim veseljem pridete v to dvorano, če ne bi bilo vseh, ki nekako se zavedamo, da je prav, da nas ta Goločka, da sta ta Goločka, da sta Drago pa Peti. V lepo, v veselje, v to, da tisto, kar sem rekla na začetku, tudi boste zdaj pritrdili, prav je, da smo tukaj, prav je, da smo bili že tretjič tukaj, prav je, da bomo še velikokrat tukaj in te skromne rožice so samo tiste zahvala majhna, vaš aplavz je malo večja, zagotovo pa bo največji tudi to, potem, ko se bomo družili, ko bomo uživali v dobrotah, ki jih je tudi večinoma Peti stekla s svojimi prijateljicami in tako, ko bomo uživali skupaj tudi z njihovimi prijateljicami,
prijatelji iz Kulturno-umetniškega društva Brežice, ki se jim tudi zahvaljujem za svojo organizacijo tega večera. In ko bomo uživali v vinu, zdaj pa njam nista seboj, ne, tako da... Marija in Rudi ne glede. Ja, hvala lepa. Hvala lepa tudi našima vinarjama, ki sta tako dobrohotno nekako poskrbela, da se bo ta večer nadaljeval s tistim, kar je prav, s pogovorom, z veseljem, ker smo skupaj in res veliko hvalo Beti in Drago. Tako da jaz vam nimam velikih rožic, vidim, da imate polno seboj, hvala Bogu, ne, da lahko mi malo manj lahko, ampak hvala seveda našim gostom in se da tudi začnemo hvala. Kristjan je vedno, hvala še cena, cesta. Takih malih piškotkih in v teh naših prašičkih, ki naj nam res prenesejo obilje tudi v tem letu in potem bomo danes se prijedli, pa bomo potem za jutri še za doma. Hvala vsem vam. Jaz pa verjamem, da imamo naslednji februar in 9. februar bo, pa potem bo 7, 16. februar, ene z nedelj sobot naslednje leto. Vas bomo spet pogledali z tega odra in bomo še naprej govorili, glasba je ena sama ljubezen, glasba je goreča ljubezen, glasba breča sta tudi Beti in Drago. Hvala. Še enkrat prisrčna hvala za vaš obisk. Imejmo se radi, povejmo to svojim najdražjim. Včasih pozabimo na to, pa se tako enostavno naredi. Hvala vam.